Vse se bomo nabrali. Igor, se vidva, evo, živo. Živja. Ja, no, evo. A Regina ste spustili noter? Regina je bila prej, pa se je sklopila. Sem tle. Ja, sej, sliko je sklopila. Aha, dobro. Bogarčev vidite, ko je lepa, fant moj, vam je ne damo mi Primorci. Zato, se mi je zdelo. To je taktika, veš. Družba, pozdravljeni. Živijo. Živijo. Kako? Nauč. Važno, da je v redu. Anja je prišla, se mi zdi. Živijo. Dober dan. Ti, Jernej? Ja. Ti imaš Zoom na Macu ali ga imaš na telefonu? Na Macu. Pa se da lepo delati z njim. Veš kaj, ne vem kako, ko si rekel, da se po končanem, zadnjič, ne, po končanem tem druženju. Pozabil sem. Kaj se klene vidim? Ja, in kako ostanem pa, kako, na kakšen način se nadaljuje, kaj je treba narediti? Ne, mene je samo zanimalo, če je program Zoom tak, da se da lepo delati na Macu z njim. A to si ga prek Mac Store dol potegnil, ne? Ja, to je Peter pač zrihtal, moj brat. Aha. Evo, Regina, vidva se. Pozdravljeni. Prej se nisva. Živijo. Kako ste? Ja, v redu. Kako vreme imate na Primorskem? Kako? Imate kaj sonca na Primorskem? Ne, te dni niti pri nas ne, no, se nekaj skriva. Ja. Igor je padel ven. Ja, Igor je padel ven. Ja, to je zgleda, da sneži tam, ne? Ne veš kaj, dol imajo malo slabšo internetno povezavo, pa jim še v škafih nosijo signale. Ja. Ja, zdaj sem si. Andrej, živijo. To so porodni krči prvič gor. Ja, no, vse prav. Vse bomo počasi začeli s temi Zoom kavicami. Še vedno mi ni jasno, zakaj se reče Zoom kavica, ker nikoli ne dobim kave. Skuhati si jo moraš. Evo, jaz bom pa tako obrnil, evo, da boste videli. Moj general. Ja, super. Jaz je nisem prinesel, ampak kaj si mi je prej. In kaj zdaj mi gledamo, Dušan, mislim, ker jaz ne vidim. Ja, nisi videl, jaz sem skodelcev iz kavice dvino, gor piše moj general, ko sem bil zadnjič po Mariboru in sem videl tole skodelca, ki tako taka klasična skodelca je, čeprav je keramična, sem rekel, to skodelca pa jaz moram imeti in sem si jo kupil. Aha. Za pit. Ja, sej ne. Mi navadni delavci v knjižnici slepih imamo pa lonček, pa še tega ne, papirnati. Plastična, ne, tam dol spodaj iz vode. Ja, sej tako je na tem svetu. Ne moreš nič pomagati. Kaj smo, ne? Ja, taki šefi so. Reveži bogi, a ne? Ja, kaj smo, življenje ni potica. Ja, neč. Upam, da se še nam bo kdo pridružil. Zdaj nas je 11. Bo, se še pridejo po moje. Veš kaj? Dušan, ti bi mogel, veš kaj bi mogel ti narediti? 12. Ti vedno rečeš ob 10, ne? Ja. Mogoče bi bilo pametno, če bi začel s to Zoom kavico nekje 15 do 10, ker če ne se do 15 čez glih pridružijo. Veš ta, to je tisto, ko se temu reče, akademsko zamujanje. Ja. Ne. Se običajno se prej vklopim, ampak danes zgledam na napačen link pritisnil in je pol v bistvu sem čakal, pa ni bilo nikjer nobenega, so se prej z Igorjem pogovarjala. Se nekaj vem, nobenega ni, ne, pa sem pa ugotovil, da sem na napačen link. Zdaj, problem je v tem, da tale Zoom uporabljajo, ne vem, zdaj vsi, ne. Imamo en Zoom in pol tega vsi uporabljamo in pol ne veš, kjer link je, včasih se zgodi, da ne. Dobar dan, gospod Marko.
Mene pa nekaj pri tem Zoomu zanima, rečemo, če jaz padem ven. Ja. A moram jaz spet na link klikniti ali je kakšna možnost v Zoomu noter klikniti na ta meeting, da prideš dejansko nazaj? Ali moraš ti vedno potrditi človeka? Ne, veš kaj, pri Zoomih imaš tako, da eni so zaprti, eni so odprti. Ne? Se pravi, jaz sem zdaj tale Zoom, ki se ponavljam, je narejen tako, da lahko greš direktno, ne da bi vprašal. Pri drugih imaš pa tako eno čakalnico, waiting room, ne? In potem moram jaz potrditi, oziroma jaz te lahko vržem v waiting room, to je za pač te različne seanse in te zadeve. Razumem, ampak rečemo, jaz sem zadnjič padel ven, Ja. ki je bilo o psih vodičih, ne? Ja. Tisti link je bil pa, ker ni bil služben, ampak je bil moj privat link, sem pa jaz očitno, ko sem delal link, sem naredil tako, da sem mogel not spuščati. Ja. Je bil v bistvu zaprt, ne? Tako je bil zaprt, ja. Zaprta skupina, ja. Se bomo, počasi bomo navadili. Zdaj še to komuniciramo, a ne? Ne, sej, a veš, kako je v bistvu? Sej, ko bo korona konc, bomo glih znali. Ja, sej. Bomo glih znali, pa itak, pa sem pa itak lahko spet normalno družil, če se je folk sploh še navajen. Ja, sej to je to, ne. Evo, še nekdo se nam je pridružil, pa ne vem, kaj nisem Nekaj s slišal. Huawei-em. Ne vem, kaj piše. Huawei piše. Aha, ja. Tega bomo mogli pa malo identificirati. Roka, No. še enkrat. No, kjer slepec uporablja Huawei-a? Čakaj, zdaj se šele audio klapa. Aha. Najbrž je od nekje, ki tudi internetni signal nosi v škaf. Po mojem je, ne, Huawei ni, Irena ni. Irena ima spodoben telefon, ona ima Apple. Za predvajanje. Vse smo izbrali slušalke, so izbrane, da mi ne jasno, zakaj ne prime. Aha, Milojka se oglaša. Zdaj bomo pa slišali vse samo... Oprostite. Halo? Ja, v redu. Jaz mi na slušalke na prime. Prime. Ja, ma kako mora? Tako prime, da morate noter v nastavitvah nastaviti, prevzeti mikrofon, pa prevzeti slušalke, pa prime. Ja, sem potrdila, pa na prime. Dobar, pa sej v redu, sej... Bom pa jaz, vas bom pa jaz izklopil in potem boste pač vi z preslednico se vklopili, če boste hoteli kaj povedati, a ne? Ja. Tako, v tem smislu, če imate te probleme, da ne bomo običajno tako najboljši. Še to me zanima, kako je s to internetno spoštljivostjo? Ne vem, včasih smo se po internetu kar tikali, tako pol smo se vmes vikali, zdaj imamo pa nekaj na pol. Ja, na pol, ja. Tako, eni se vikamo, eni se tikamo. Ja. Ja, to je odvisno od koliko se pač poznaš, a ne? Okay. Tako kot vsak dan v življenju, a ne? Nič. Tako, ja. Bomo začeli, a ne? 13 se nas je nabralo. Jaz bi še malo počakal. A še ne bomo kar. Čas, kam se ti mudi, sej ura, ko mi 5:60. 7. Zaveš, akademskih 7 pa 27 sekund zamujamo. Lej, akademskih 15 pozabljaš. Ne, 7. Skratka, ok, bomo kar začeli. Torej, dober dan vsem skupaj. Naj povem na začetku tole, da snemamo, zadevo snemamo, ker je potem damo na našo YouTube stran, tako da se še lahko še drugi ogledajo. Zdaj, običajno nas je več gor, povprečje teh Zoom meetingov je 21, tako da zgleda, da ta tema glih ne pritegne najbolj. Zdaj ne vem, Igor, se bomo sproti predstavljali, a ne?
Igor, zdaj ti povej, kaj pravzaprav misliš, zakaj pravzaprav nas je danes tako malo? Ja, to je zdaj težko reči. Lahko je tema pač mogoče mišljeno samo za iskalce zaposlitve. Jaz mislim, da je pa tema zanimiva za vse nas, ne glede na to, koliko si star, kajti danes bo izobraževanje, če boš hotel kaj na sebi narediti, zelo pomembno in mogoče še med slepimi nismo tega vzeli, da bo to potrebno. No, sej, nekaj podobnega sem tudi jaz imel v mislih, a ne? Ker se mi zdi, da pravzaprav se preveč se zapirajo sam. Gospa Regina, kaj pa vi mislite, v čem je zdaj štos, ne? Da nas ni toliko? Ja, no, sej, mene lahko tudi tikate, ni nobenega problema. Dobro, ok, pa se bova pa tikala. Ok, zmenjeno, ampak bolj sproščeno. Jaz mislim, da mogoče ni podjetništvo prav vsakemu blizu, no, in da se nekaterim zdi zelo tuje in daleč, ampak predvsem zaradi tega, ker se niti ne zavedamo, koliko je v bistvu vpeto v naš vsak dan na tak in drugačen način in da nekateri to vidijo kot nekaj, kar v bistvu se tiče, ne vem, mogoče samo direktorja ali kakšne vodilne, ne, v bistvu v podjetjih, kar pa še zdaleč ni tako, no, ker v bistvu podjetništvo oziroma kompetenca podjetnosti, ki jo tukaj mi razvijemo, je vseživljenjska kompetenca in je zelo široka, ne, tako da v bistvu posameznika nauči mnogo stvari, ne, tudi, ne vem, kot so veščine javnega nastopanja in podobno, no, ne bom zdaj naštevala, ampak mogoče se tega ne zavedamo, no, koliko nam je blizu, zato ker niti ni toliko vključena v šolski sistem, oziroma vsaj bila, ne, zdaj se to počasi uvaja. Tako da, mogoče je to razlog. No, sej, vi ste tam vodja podjetniških programov, ne, v Primorskem tehnološkem centru, ne. Videl sem tudi, zdaj ta internet nam fajn dopušča, da lahko malo sledimo posameznikom, in vidim tudi po osnovnih šolah imate te zadeve, a ne. Nekako vzgajate prihodnje generacije, a ne? Tako je, ja. Poskušamo, sicer je v bistvu tudi tukaj dosti vpeta tudi država, ki je začela v zadnjih letih uvajati programe podjetništva oziroma podjetnosti. Mi pa tukaj kot Primorski tehnološki park nudimo znanja oziroma neko podporo, neko platformo z raznimi izobraževalnimi programi, ki jih izvajamo že 15 let, še več v bistvu tukaj na Goriškem in s tem recimo podjetniškim tekmovanjem za mlade v bistvu tudi širimo to podjetnost v druge šole po Sloveniji in v bistvu na ta način s tem tekmovanjem spodbujamo, da se mladi vključujejo v te programe, ki jih naučijo v bistvu teh določenih podjetniških znanj. Ja. Tako da začenjamo že pri mladih, razbijati nekako mogoče ta stereotip, da je podjetništvo nekaj, kot sem prej rekla, mogoče samo za kakšne vodilne v podjetjih, ne, ker ni tako. Zato, ker kompetenca podjetnosti pride prav vsakomur, ki vstopa na trg dela, ne, se pravi, ki bi rad postal zaposljiv. S tem se ne gre samo za vodenje lastnega podjetja, ampak se gre za neke lastnosti, ki jih mora človek imeti in dobro je, da jih pridobi že v zgodnjih letih, ne, ker recimo v izobraževalnem programu mogoče tega ne ponuja, ampak ko te osebe, ko mladi končajo študij in se nekje zaposlijo, bo pa delodajalec pričakoval, ne, od njih, da bojo ta znanja imeli, ne, tako da tukaj je ena taka vrzel, ena taka luknja, ki jo v bistvu tudi poskušamo zapolniti s temi programi. Ja, mislim, meni je to zanimivo, ne, glede na to, da jaz pripadam generaciji, ki smo imeli socialno varstvo, socialno varnost zagotovljeno, več ali manj, brezposelnosti je bilo zelo malo, nekega podjetništva tudi zelo malo, ne. Tako da je nekako so se ljudje zaposlili v eni firmi, so tam ostali 40 let, ne, in je pol enostavno je pač to. Dobro, pri meni je bilo malo drugače, jaz sem pač zamenjal 5 zaposlitev in 5 poklicev, ne, in to v času, ko so ljudje enostavno ostajali 40 let v eni firmi, ne, ampak tu smo zdaj to. Igor, in pol dejansko tale podjetniški
Primorski tehnološki center je v bistvu dogleda, kako? Vse v redu, Primorski tehnološki park, ja? Park, pardon. V redu, se opravičujem. Ni problem. Je v bistvu dole na Primorskem je zgleda precej prisoten, so precej aktivni in pol si se ti dejansko odločil, da boš pač poskušal tudi za slepimi nekaj narediti v tej smeri. Pa tako bi rekel, naši člani, glede na to, da mi z Zavodom za poslovanje v Novi Gorici, kar vam informacija, ki sem jih si pridobil, že 10 let dobro zaposlujemo in tudi na rehabilitaciji slepih delamo z Posoškim centrom, ki dejansko izvaja rehabilitacijo za druge invalide, izvaja tudi za slepe. Smo že pred desetletjem začeli z aktivnostmi in iskali možnosti zaposlovanja slepih in slabovidnih. Pobuda je prišla iz samega tehnološkega parka, ki so dejansko prijavljali en projekt Ustvarimo svojo prihodnost. To je LASO projekt, to so te, bi rekel, manjše financirane strani Evrope. Mi kot društvo smo ta izziv vzeli in smo rekli, zakaj se pa tudi v to ne bi spustili. In kot vidimo, je ta, mislim, bi rekel, učili smo se vsi, ampak ni nam žal, da smo se v to spustili, kajti rezultati so vidni, predvsem to, kar jaz že zmeraj zagovarjam, da slepi ne vidimo, nismo pa neumni in da v bistvu zadevi, če nam nekdo da možnost, jo tudi lahko izkoristimo, predvsem rabimo pravilno dejansko podajanje informacij in ravno to so v tehnološkem parku dobro sprejeli. Normalno je, da so bili določeni strahovi tudi z njihovih strani, tudi strani samih predavateljev, ampak tudi to smo, bi rekel, z skupnimi močmi pač, bi rekel, izničili in rezultat je pred nami, kot ga vidimo. V tem projektu je bilo vključenih cirka 25 naših članov, predhodno je bilo predvideno, da je ta projekt za Novogoričane, za medobčinsko društvo, ampak ideja našega društva je bila, da to omogočimo vsem cele Slovenije, kar se nam zdi fajn, da dejansko nam nekdo da možnost, da začnemo pravzaprav, jaz pravim, sanje pred slepimi so sigurno in bodo, in da nam nekdo da možnost, da lahko sanjamo, pravzaprav tudi se na koncu soočimo na področju podjetništva. Meni je sicer žal, jaz poznam dva, pa se nista priključila zraven, ki imata to svojo, to je Jure pa Robert, tako da zdaj mi bomo malo bolj teoretizirali. Robert je bil že na eni naši delavnici, dejansko zunanja naša gosta sta pa bila Miha pa Boštjan, ki imata svoja podjetja in ste tudi iz njihove strani ven hodili, ker če lahko omenim tudi zdaj, projekt Leče naprej, z cele Slovenije se zdaj udeležuje delavnice, izdelava spletne strani, pravzaprav bi rekel, IKT je danes pomembno, 10 uporabnikov iz cele Slovenije in kar imam informacijo, so aktivni 200 na uro, tako da delavnica teče nemoteno. No, mislim, sej pravim, super, sej verjamem, Igor, da si to uspel pretegniti, kar je pozitivno. Zdaj mene zanima, gospa Regina, kako si ti dojela oziroma kakšne težave si imela, ko si se začela ukvarjati z slepimi? Verjetno, a so to prve izkušnje pravzaprav s takimi delavnicami, da si delala z slepimi? Ja, definitivno prve, ja. Tako da sem v bistvu mogla pridobiti tudi jaz nekaj znanja z tega področja in malo razbiti stereotipe, ki sem v bistvu jih imela, ne da bi se sploh zavedala. In v bistvu, mislim, moram reči, da me je zelo navdihnilo in da je bila celotna izkušnja zelo pozitivna, zato ker mislim, na koncu ni takih razlik, ne. Seveda moraš, ne vem, se naučiti določenih stvari, kot recimo opisovanje prostora ali nekih pač stvari, da gre to v smeri urnega kazalca, pa da sploh besede videti in ne vem in podobno niso prepovedane, ne, v pogovoru, ali pa recimo, da gledaš osebo,
v bistvu si usmerjen proti njej, ne, s katero govoriš, ne gledaš stran in tako. So stvari, na katere moraš biti pozoren, recimo, in se jih malo bolj naučiti. Ampak nekako tako, no, razviješ potem tudi druge, ne vem, veščine, no, če lahko rečem temu, ker mi smo vajeni, kar ne vem, recimo smo imeli tam diaprojekcije, ne, te PowerPointove predstavitve, na screenu pa ne moreš reči, ja, vidite zgoraj desno, ne, mislim, moraš biti dosti bolj opisen, ne, in z besedami se bolj izražati. Tako da je bila definitivno zanimiva izkušnja in poučna zame osebno. Drugač pa moram reči, da takih razlik, mislim, sploh ni, ne, konec koncev, zato ker tudi te osebe si želijo isto pridobiti nova znanja, podjetniško izkušnjo, isto imajo, ne vem, tremo pred javnim nastopanjem kot ostale, na isti način razvijajo podjetniške ideje, imajo iste ideje, isto voljo. Tako da na nek način je bila neka nova izkušnja, ja, je razlika, ampak ko potegneš črto, pa ne vem, je kot da bi delala z ostalimi videčimi v bistvu osebami, zato ker tudi prav primer, ko sem bila na tej delavnici, na spletni delavnici, ki je bila nadgradnja te prvotne, ki smo imeli v živo, jaz v bistvu, če ne bi vedela, s kom sem na tej delavnici, bi mi najbrž kar nekaj časa, bi potrebovala najbrž kar nekaj časa, da bi ugotovila, da sem slepim in slabovidnim, in zato, ker je ta, recimo, voditelj, mentor Miha Srebrnjak, se čisto normalno izražal, no, oni so v bistvu normalno sledili po njihovih ekranih doma, tako da, ja, presenetljivo podobno, no. Ja, to je res, ja. Ja. Zdaj, projekt je dobil mednarodno evropsko priznanje v Berlinu, a ne, Igor? Tako je. To je tam nekje v sredini novembra je bilo, a ne? In zdaj v tem času, ko ste vi dobili priznanje, in v tem času, ko so se midva dogovorila, je minilo kar nekaj časa. Vmes je v Rikusu en odlični intervju naredila Slavica z vami, tako da pač opozarjam na ta zadevo, jaz si bom s tem pomagal malo, tako da stvari, ki se mi zdi, da ne bom zdaj Ameriki odkrival ali pa toplo vodo, pa ne, tako da bi zdaj pol v bistvu vprašal, kakšne vse aktivnosti so bile izvedene, no, recimo v okviru tega projekta. No, to mogoče bi več Regina povedala, ker so oni bili nosilni. Mislim, aktivnosti strani našega društva je normalno tisto, kar pač gre področje slepih in slabovidnih, ker tlele moramo vedeti, da mi je ravno to, ne, mi več delamo na socialno-varstvenih programih, lahko se pohvalim, da smo v prejšnji teden dobili celo verificiran program rehabilitacije slepih in slabovidnih na osebnem nivoju, to je prvi lokalni program, ki ga je verificirala socialna zbornica. Izziv nam je bil pa ravno to, da nam je tehnološki park ponudil podjetniško področje, ki je pa za nas socialce nekaj novega in na koncu, če veste, da Društvo slepih in slabovidnih zelo dobro dela tudi z vsemi ljudskimi univerzami na vseživljenjskem učenju za starejše, je to eno področje, ki je bil nov izziv in na koncu bi lahko rekel neka nadgradnja našega dobrega dela v zadnjih 20 letih. In je ta evropska nagrada nam zelo veliko pomeni, kajti na koncu jo je Evropa spoznala kot, bi rekel, primer dobre prakse, pravzaprav, kot vemo, da v tujini to zadevo se financira z raznih skladov. Tukaj je pa dejansko izziv prevzela Tehnološki primorski park, ki v svojih vrstah dejansko združuje podjetnike, ki pač vemo, da se s tem ukvarjajo profesionalno. Več bo vam Regina povedala, kako je to potekalo, pravzaprav kaj je vsebina. Ja, mi smo v bistvu skupaj z društvom razvili en startup pristop za razvoj podjetnih kompetenc in za zagon lastnega podjetja oziroma podjetniške kariere za slepe in slabovidne. In ta koncept je bil nekako
razdeljen v 5 aktivnosti. To je bilo prepoznavanje izzivov in problemov slepih in slabovidnih in iskanje inovativnih in kreativnih rešitev zanje. Drugič je bil razvoj podjetniških kompetenc in poslovnega modela za zagon novega podjetja. Tretjič so bile te specializirane delavnice in mentorstvo za pridobivanje sodobnih znanj, ki so prav namenjene osvajanju znanih sodobnih tehnologij, kot so tudi na primer vzpostavitev spletne trgovine in socialna omrežja, pa digitalni marketing. In četrtič je bilo tudi mreženje slepih in slabovidnih s podjetniki in s podjetniško skupnostjo, mentorji in predstavitev perspektivnih podjetniških zgodb slepih in slabovidnih oseb. Tako da v bistvu te aktivnosti smo izvajali v bistvu tako, da smo najprej začeli z srečanjem, na katerega smo povabili zaposlovalce slepih in slabovidnih oseb, ki so predstavili dobre prakse, 2 slepa podjetnika, torej Miho Srebrnjaka in Boštjana Štefaniča, seveda društvo, zavod za zaposlovanje, tako da v bistvu vsak je dal en prispevek in pač primer dobre prakse. Na drugi strani smo pa bili mi, Tehnološki park, naši mentori in potencialni zaposlovalci slepih in slabovidnih, tako da je bilo... Kako? Ne pravim, dobro. Tako da v bistvu ta nekako mreženski dogodek je v bistvu bil potem nek temelj za nadaljne aktivnosti, ki so se izvajale, tako da potem smo izvedli 3-dnevno delavnico za slepe in slabovidne, ki sta jo vodila ta podjetniška mentorja, ki sta se seveda tudi udeležila prvega srečanja, na kateri so v bistvu tekmovalci znotraj ekip razvijali podjetniške ideje. Se pravi, vse od zasnove ideje, razvili celoten poslovni model. To je bila res intenzivna delavnica, zato ker podjetja rabijo več mesecev, ne, dejansko, da razvijajo en poslovni model, ki funkcionira. Tako da tukaj so v bistvu v teh 3 dneh vse to testirali in na koncu zadnji dan tudi predstavili njihove ideje, celoten njihov poslovni model pred podjetniško komisijo, ki jim je potem dala tudi dejanske povratne informacije in povedala, ali je v bistvu ta stvar pije vodo, se pravi, ali je uresničljiva, ali ima potencial, kje je treba stvar izboljšati in tako naprej. Potem pa smo za nadgradnjo delavnic, to je bilo letos aprila, v bistvu izvedli online to spletno predavanje. Delavnica je bila 2-dnevna. Prvotno je bilo mišljeno, da bi se seveda izvedla v živo, ampak zaradi razmer smo mogli to premakniti na splet. Malo smo bili, ne vem, skeptični in skrbeh, kako se bo vse to izpeljalo, ampak se je na koncu v bistvu izkazalo za še bolj dobrodošlo, če lahko tako rečem, zato ker smo zaradi tega lahko vključili v bistvu tudi ostale slepe in slabovidne s celotne Slovenije, da so pol prisluhnili, kako v bistvu tudi izdelati spletno stran, ne, za to podjetniško idejo, ki so jo razvili na prvem srečanju ali pa katero drugo, ne. Tako da to je bil v bistvu potem zelo odmeven projekt, saj se je, ne vem, to bo Igor znal več tudi povedati, bil eden prvih, ne, mislim definitivno v Sloveniji, mogoče celo v Evropi, in je zato v bistvu tudi pritegnil dosti medijske pozornosti, no. Tako da ja, na ta način smo v bistvu udeležencem omogočili dostop do različnih podjetniških znanj, s katerimi zdaj vejo, kako v bistvu razviti poslovno idejo, naučili so se tega startup pristopa in imajo tudi osnovna znanja pri razvoju spletne trgovine. Se pravi, dobro, mogoče mi boš mogla malo pojasniti start-up, pa še kakšne te izraze, ki jih jaz, se pravi, enostavno, ni mi čisto jasno, ne, ampak v redu, bomo že razčistili tudi to. Se pravi, tukaj se spomnim, ko se pač pogovarjam z temi slepimi in slabovidnimi,
v glavnem, običajno so nastopali individualno na trgu dela, ker so v glavnem imeli probleme, delodajalci jih pač niso imeli resno, oziroma bi rekel celo bali so se jih, ker so pač specifična delovna sila. Vi ste se področili tukaj, da gre bolj za en kolektivni pristop, se pravi, da delate in z delodajalci in z uporabniki oziroma z slepimi slabovidnimi. Tako je. Ne? Ja, v bistvu smo tudi na ta način želeli pokazati, kaj so seveda sposobni in ker v bistvu to, da se jih izolira, vsekakor nima smisla, ne? In je mreženje v bistvu zelo, zelo pomembno. Smo tudi smo v bistvu te delavnice, sploh prvi sklop, ki je bil izveden tukaj v živo, organizirali skupaj z ostalimi udeleženci, torej s potencialnimi podjetniki, ki so si ravno tako želeli pridobiti podjetniška znanja, razviti svojo idejo, tako da smo v bistvu jih pomešali med sabo, kar se je izkazalo seveda spet za zelo učinkovit pristop. Kako ste jih pa prepričali delodajalce, da so šli v to? Ker običajno rečejo, slepi še več problemov bomo imeli, s slepimi se ne da delati, običajno slep rabi vsaj še enega zraven, kaj čim zdaj je slepega zaposlovati. V bistvu me zanima, je sploh kakšen slep dejansko pol dobil kakšno službo ali vse ostalo samo pri delavnicah in pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal? Ponavadi je pol tako na koncu, ne? Delavnica je ravno to namenjena, da se dejansko slep ne bo se točno to, pomagaj si sam. Ampak s tem, da si pomagaš sam, je to, da boš imel naprej možnost pomoči, ne? Slep je tisti, ki se bo mogel zdaj odločiti za samostojno pot, ki jo bo dal, imel bo pa naprej strokovno pomoč. Igor, to se s tabo se strinjam, mi preveč razmišljamo v tem smislu, premalo uporabljamo protestantsko misel, pomagaj si sam, ker Bog ti ne bo pomagal. Stvar je ravno to, da mi projekt ponuja slepim, da dejansko razvijajo svojo misel, ne da mu vsiljujemo, ampak da dejansko si sam razvija svojo podjetniško žilico. Ja, se pravi, kot sem rekel, pomagaj si sam, ker Bog ti ne bo pomagal. Se pravi, v tem smislu. Kateri so na tej poti in zdaj čakamo pač, kjer bo prvi odprl teh SP ali kakorkoli, da bomo potem spropagirali, da je to narejeno. Ker stvar se ne zaključuje, ampak zadeva gre še naprej, kjer se bo strokovno pomagalo. Ampak problem je, da, ne vem, mi pričakujemo, da nam bodo drugi pomagali. Do zdaj, če malo realno pomislite, karkoli ste v življenju naredili, ste mogli vi prvi red dvigniti. Dejansko, ja. Ja, je pa to tudi dolgotrajen proces, ne? Mislim, da ne samo med slepimi, slabovidnimi, ker tudi recimo smo imeli iskalce zaposlitve oziroma potencialne podjetnike na teh delavnicah. Zdaj točno vam ne bi znala povedati, ali se kateri potem zaposlil oziroma samozaposlil, ampak je dolg proces, ne? Pri dobivanju znanj in pri vstopanju v ta trg dela oziroma pri razvoju lastne kariere, ne? Ampak kot je rekel Igor, ta projekt, katerega smo začeli uradno konec 2017, se je na papirju končal, ampak se v bistvu še kar naprej razvija in veča in širi, ne? Tako da jaz verjamem, da bo nekaj uspešnih zgodb, tudi če peščica, nekaj smo dosegli, ne, potem s tem. To me zanima, podjetniki, kako so se odzvali, mislim v tem smislu, pač ko si pristopila do njih, pa si rekla, jaz imam pa tale projekt, a bi ti sodeloval? Kako so se zdaj odzvali? Tako je, nekih je pač prišlo prisluhniti, zdaj pol je pa tako, ne vem, odziv na mestu je pozitiven, ne, pol kaj se bo pa dejansko razvilo iz tega, ne vem, definitivno mislim, da jim je bilo zanimivo slišati mogoče tudi, kaj podjetje pridobi s tem, če zaposli slepo oziroma slabovidno osebo, ne, ker mogoče je to spet eno od teh stereotipov, ki jih imamo nevede v glavi, da v bistvu je to samo en problem mogoče, kar sploh ni tako, ne. Tako da mislim, da jim je bilo zanimivo slišati, kaj podjetje dobi z zaposlitvijo takšne osebe, in po drugi strani tudi videti in slišati dobre prakse, ne. V bistvu tam smo imeli zaposlovalce,
IP Posočje recimo so bile med temi, ki so predstavljale primer dobre zgodbe, pa dva uspešna podjetnika, slepa in slabovidni osebi, ki vodista lastno podjetje in eno tudi že zaposluje ostale videče osebe. Tako da, če to ni dovolj velik dokaz, ne, da v bistvu zaposli tako osebo sploh ni ovira, ja, pač poskušali smo narediti, kar se je dalo, ne, potem pa na kakšna ušesa to pade. No, sej tukaj gre za v bistvu razvoj mentalitete in miselnosti družbe. Ne? Če recimo letos, ko praznujemo 100-letnico, ne, ta Zveza slepih, ne, se pač spomnimo, ne, v začetku so slepi bili berači, ne. Potem so začeli s šolanjem, vem, da so tam nekje okrog leta 1910 so govorili, da slep lahko je samo, ne vem, košare plete ali največ, kar lahko naredi, da košare plete ali pa mogoče še celo kakega mizarja, bi še dali, ne. Po vojni so začeli biti telefonisti, zdaj pa v bistvu se zaposlujejo, lahko se izobražujejo, zaposlujejo bomo rekli, po propadu socializma se malo manj zaposlujejo, a ne? Ampak dejansko je treba nekako začeti z to spreminjanjem mentalitete družbe, a ne? Da se zaposluje tudi invalide, ker običajno invalide dejansko so se hitro znebili, a ne? So jih pač dali v penzijo in v invalidsko in je bilo konc, ne? Zdaj se pa le govori o resocializaciji teh invalidov in teh ljudi, ne? Mislim, jaz tukaj tako dojamem ta projekt, ne? Definitivno, ja. Je tudi to dolgotrajen proces, ne, ker kot si rekel, se gre tudi za mentaliteto ljudi, ne, ki se jo ne da spremeniti čez noč, ampak smo definitivno na dobri poti, ne. In zdaj, mogoče v tem kontekstu sem se tudi spomnila, prej smo omenjali te mlade in to tekmovanje za mlade, ne, in na kakšen način uvajamo to podjetnost, kompetenco podjetnosti in podjetništvo v šole. Smo v bistvu na tem tekmovanju letos imeli tudi eno ekipo, ki je razvijala poslovno idejo oziroma en produkt, ki rešuje problem slepih in slabovidnih. To je eno tako posebno 3D pisalo. In v bistvu punca, ki razvija to idejo znotraj te ekipe, je tudi slepa, ne? Je pa dijakinja in v bistvu potem smo jih na podlagi tega tekmovanja Popri tudi poslali na neko evropsko tekmovanje, se pravi na naslednjo stopnjo, kjer so v bistvu predstavili ta projekt in je ona, pač slepa punca, mlada, imela priložnost tudi izkusiti, ne vem, to podjetniško plat, ne, na ta način. Tako da mislim, da je res pomembno, da se to v bistvu že začenja pri mlajših, ne, se pravi v šolah, da že tam spoznajo tudi te osebe, ne, v bistvu kaj vse lahko dosežejo, ne. Če ne znotraj katerega drugega podjetja, ne, pač kot samozaposleni oziroma z nekimi lastnimi idejami, tako da. Igor, zdajle sem se spomnil, ne, midva sva pred 20 leti sva imela ene projekte, ene mlade, ne. Se spomniš v bistvu, ko sva začela te osnovne šolce in sva jih učila raznih socialnih veščin in zadnjič, ko sva se pogovarjala, sva ugotovila, da je pravzaprav so ti, ki so bili v najinem projektu, so več ali manj vsi uspešni, a ne? Točno to. In si zdaj ti predstavljaš, da bi imela zdaj takrat tehnološki park midva zraven. Ja, ne, tam bi imeli... Ko bi se zadeva peljala, ker jaz mislim, da ravno res je, če malo pogledamo, vsi tisti, ki so bili na tistih delavnicah, so v glavnem, bi rekel, 50% jih je uspešni. To je pa zelo velik rezultat na koncu. Če pogledamo, marsikdaj se nas primerja nas z drugimi, ne. Ne vem, slepi se ne pojavljajo, to se ne pojavljajo na teh raznih področjih kultura, ampak mislim, kulturi, športu in tako naprej, ne. Ampak procentualno smo mi še zmeraj, bi rekel, uspešni v primerjavi z ostalimi ljudmi, ne. Stvar, ki jo jaz pa vidim, recimo, predvsem je to, da bili smo preveč zaprti, premalo možnosti se je dajalo, pravzaprav premalo smo se upali iti ven, ne, ker cilj našega društva je ravno to povezovanje z ostalim okolico
da ljudje lahko grejo, da nas ljudje spoznajo, ker tudi, kot je Regina rekla, mogoče je tle odziv tudi samega gospodarstva drugače, ker društvo v lokalni skupnosti vso gospodarstvo pozna in bi rekel, ima zelo velik vpliv na življenje na severnem Primorskem v pozitivni smisli in za podporo vseh občin in se tudi na tem projektu sigurno to poznalo, kajti recimo, če pogledamo ta primer iz invalidskega podjetja Posočje, invalidsko podjetje Posočje ima zaposlenega slepega in slabovidnega in so bili veliki strahovi, danes je dokazano, da je ta oseba zelo uspešna, ker pač vemo, da mi pač rabimo neke prilagoditve. Na koncu, če pogledam tudi sebe, kadar sem prevzel društvo, sem imel neke strahove in danes pač društvo se pojavlja, bi rekel, že na tržni niši in dejansko daje možnosti tudi slepim in slabovidnim, da dejansko jih začnemo povezovati, pravzaprav imajo, bi rekel, da se povezuje z njihovo poslovno idejo, da dejansko razvijajo svojo in če bomo se povezovali in pomagali drug drugemu, bomo vsi uspešni. V glavi smo imeli pa utepeno, da je to konkurenca, ampak na koncu vemo, da ni. Da dejansko brez povezovanja nisi konkurenčen, nam so pa vcepili, da ne smeš ideje povedati drugemu, ker potem te bo oni zamoril, ampak ni res. To ti lahko tudi Regina pove, ker izziv, recimo, ker sem se jaz bolj pogovarjal z samimi podjetniki, ker zdaj recimo v Gorici se pripravlja tudi, ne vem, tu bo Regina mogoče tudi vedela, zdaj kaj imajo te mladi neki inkubator ali kaj zvem tam, ker se zdaj dela in smo že povabljeni zraven, da jim bomo dali izzive, kaj slepi rabimo. Mislim, to se pravi obojestransko, kaj slepi rabimo, pravzaprav, kje so izzivi taki in drugačni. Ljudje so pripravljeni pomagati, samo je treba med sabo sodelovati in dati možnost. Če se navežem, v bistvu res bi rada samo še enkrat poudarila, kot Igor, kakšno moč ima povezovanje. In recimo tukaj na Tehnološkem parku imamo več kot 70 podjetij in v bistvu je prav to, je tudi daje moč tem mladim startupovcem, mladim podjetjem, povezovanje, izmenjava izkušenj in v bistvu, če vprašaš koga za pomoč, ti ne bo noben rekel ne, v bistvu vsak rad pomaga in zato, pa ne govorim zdaj, ali si, ne vem, slep, slaboviden, vidoč, nima veze, pejdi ven, pristopi do nekoga, poveži se, ker ta networking je res neverjeten. Tako da sem to sem hotela dodati. Vse to mreženje je pomembno, ker v bistvu, čim si ti v enem sistemu, potem laže karkoli prideš. Dejansko vsak ti eno malenkost pomaga in na koncu ene take stvari, ki so, bomo rekli, brezplačne. Niti ne bi rekel pomaga, jaz bi bolj drugače rekel, Dušan, da vsak dela svoje. Ne pomaga, da vsak naredi svoje v sistemu in zadeva je potem zaključena. Ali pa tako, se pravi, jaz se lotim eno zadevo, pa pridem do problema, pa pokličem tebe, pa rečeš ti, takole naredi, pol pridem do drugega problema, pokličem Regino, pa mi Regina reče, na unga se obrni, tako je pomagal in na koncu pride do enega rezultata. Vedeti moramo pa, da to je začetek, da to je že malo bolj tudi poslovna zadeva, da to je tudi tržna, da ne moramo mi pričakovati, da bojo zdaj podjetniki nam nedogled pomagali. In to so tiste začetni krči, ki jih imajo vsi in potem naprej je pa že tržna zadeva, ki ti bojo pa tudi pomagali preko sistema coachinga in tako naprej, ampak to je pa, mogoče rekel, že nadgradnja, ker nekateri smo že tudi v to vperili. Ker nekaj boš mogel tudi sam denarja vložiti v to, da se boš razvijal. Ker če pogledamo situacijo našega Mihca, ki je dejansko uspešen, je ogromno vložil in na koncu zdaj uči tudi druge in dobiva verjeno. Vse to je to. Včasih je bilo tako, pač slepi so imeli pri zaposlovanju prednost. Zdaj te prednosti ni več. Recimo, če sem se prijavila, ne vem, na delovno mesto telefonista, slep pa videč, je bilo že kar jasno, da bo slep dobil zadevo. Tega zdaj ni več. Zdaj pač se pač moraš dokazati. Slep se pač more, ne vem, vsak dan mora biti 200-krat boljši
od mene videčega, da mu jaz priznam enakopravnost. In zdaj pač treba, seveda more pa se še toliko bolj, v bistvu on mora toliko več energijo vlagati v to, tako da je v bistvu tukaj. Jaz sem zdaj rekel, zdaj bi Mečken vprašal še tile naše prisotne, če ima kdo kako idejo. Andrej, ti si tudi precej poklicov upravljal. Ja, nekaj sicer menjavo služb, ja, ampak več ali manj vedno v negospodarskih dejavnostih, ne. To so bili javni zavodi, kot je bil RTV, pa potem banka, recimo, pa potem še tudi parlament, ampak sem tudi bil bolj v tehničnih službah, tako da nikoli se nismo badali za tem, da bi bilo kako podjetništvo načel ali pa se spuščal v kaj takega, ne. Dostikrat sem pa slišal, da na primer podjetja iščejo tudi ranljive skupine zaradi subvencij, ne. Koliko je bilo kaj tega le tukaj na tehle delavnicah povedanega? V bistvu na tej predstavitveni delavnici smo imeli predavanje o tem, na tistem prvem srečanju. No, pa koliko je bilo dejansko teh le podjetnikov, ki so se mogoče zanimali, koliko dobijo subvencijo, če zaposlijo ranljivo skupino? Je bilo kaj tega? Ne, ni bilo, mislim, to je zdaj odvisno, to je bilo, mislim, to so počasne zadeve, ko pravimo. Tle moraš ponavljati in podjetja imajo dejansko te problem, mislim, ker to si jaz delam že to smo delali že preko enega drugega projekta, preko Zavod za poslovanje in predvsem tisti, ki imajo invalidske podjetja, še to poznajo, vsi ostali pa ne. Se pravi, v novejšem času tega skoraj da več ni. Ne, samo stvar je o tem ravno to, kar sem se jaz zdaj pogovarjal z Zavodom za poslovanje, to je Zavod za poslovanje bo pri vstopu k temu projektu, to je nov izziv za Zavod za poslovanje, pravzaprav, da bojo dejansko tudi to začeli širiti, ne. Ker ideja, ki smo jo mi začeli, je ravno to, da začnejo ljudje zaveščati. Bilo je pa poskus tudi že, da bi recimo, ne vem, slepega zaposlili, da bi dejansko recimo pri neki razvoju aplikacije, sam se pol oseba ni odločila, dejansko bil zaposlen pri njih in jim dejansko svetoval, kako razvijati aplikacijo za potrebe slepih in slabovidnih. To prihajamo v nove vode, ne. Mi moramo vedeti, da klasika je tle več ni, v tehnologiji je pa za slepe, čeprav vemo, da nas je malo, pod eni fazi jaz še zmeraj zagovarjam, da težave pri tehnologiji, predvsem pri sedaj, kar se dejansko dogaja pri digitalizaciji, nismo samo slepi in slabovidni problem, ampak je tudi starejši, ampak noben mi pa ne zna odgovoriti, za koliko to, kar zdaj razvijajo, koliko procentov ljudi bo to uporabljalo. Ker točno vemo, da slepi in slabovidni tisti, ki ste napredni v tehnologiji, ne boste imeli probleme, gro osebja bomo imelo probleme, ne. Sploh, če začne na novo, ne. Tako. Eno vprašanje, zdaj sem se spomnil, poznam pač nekaj slepih in slabovidnih, ki so se hoteli zaposliti, pa so imeli težave pri teh, na medicini dela, ne, ker v bistvu so ti zdravniki pač ocenjevali, ne vem, recimo pač, ker pač ne vidiš, ne moreš to delati, ne. Niso razmišljali, da lahko je to delovno mesto upravlja tudi s pomočjo prilagojenih računalnikov in teh stvari. Zanima, a ste tudi kaj okrog tega z kako medicino dela ali kaj komunicirali? To je vse slovenski problem medicina dela, da ne bomo mislili, ker dejansko tudi problem pri ostalih, ker nas jemljajo enako k ostalim invalidom in imeli smo, mislim, prav v bližini en zelo tak tipičen primer, kot ga ti rekel, in na koncu sama medicina dela nima tega dodelana v sami republiki, ne. To je problem, ki se ga, mislim, bojo mogli oni sami pri sebi razčistiti, ne. Ker jaz, ko sem rekel, okvara vida ni ta problem, da ti ne moreš delati, ne. Ampak oni pa gledajo, zato ker ti ne vidiš, ne moreš delati, ne. Ja, to je to, ne, recimo... Ne, to je notranji problem medicine. Ali pa tudi mi, ali pa tudi nas slepih, ki izsiljujemo, da gremo v penzijo, ne, tudi to lahko rečem. Zdaj sem malo nesramen do nas, ampak tudi to se dogaja. Malo samo kritika ne škodi, ne. Ja, to je odprta tema, ki si odprl in moram reči, da na medicine dela imamo kar probleme posod. Tu mislim, da je cela Slovenija še težavna.
So nekateri, ki dejansko recimo to razumejo, ne? Ampak recimo, ne vem, pravim, to je tipičen primer, sem imel sam, ki dejansko je razumela, zakaj sem rabil, ne? Ampak te začnejo pa obravnavati enako kot ostalega invalida, ne? Zato, ker je slep, ne more delati, ne more hoditi, ne more ne vem kaj, ampak dej, to je glava spet. Se pravi, razmišljanje o slepih je še zmeri v bistvu... Ja, dajejo nas na enako situacijo, kot oni, ki ne more, ne vem, z roko nekaj delati ali pa ne more se s konečkom voziti. Na koncu, ne vem, vemo dobro, da s to tehnologijo, ki jo danes imamo, lahko vse delaš, mislim, pač delaš tisti, ki si lahko pomagaš, ne? Ampak oni še zmeraj mislijo, da je to, ne vem, neka težavna. Ja, pa bogi revež bo gledal na ekran, ne? No, ne mi povejo slepi, koliko gledajo na ekran, mislim. Jaz jim porečem, ne, pa me začnejo gledati kot baka, ne. To je ta problem, ker nimajo, recimo, niti sama stroka nima tega urejenega, ne, med sabo. To je notranji problem medicine delaš. Ne, ker recimo za vozičkarja pač rečeš, ok, bomo eno klančino naredili, pa je v redu, ni problema, ne. Za slepega je pa zdaj že problem. Prvič, kako priti, ne, ko ne vidi, drugič, kako bo zdaj, ne vem, ok, smo to. Skratka, zdaj, a bi še kdo kako vprašanje postavil? Ne vem, Jernej, imaš ti kako vprašanje? Slučajno. Irena? Jaz sem hodil v službo od leta 2001. Najprej sem naredil pripravništvo na cestnem podjetju za telefonista. Pol sem pa bil nekaj časa na zavodu, pol sem pa nekje do 2006 ali 2007, ali kdaj je že bilo, ko so se mi začele 2005 zdravstvene težave, epilepsija pa malo ščitnica, in so me pol upokojili. Tam, ko sem pa delal pol, ko sem šel iz cestnega v podjetje Iris, ki je za zaposlovanje invalidov v Novem mestu, sem bil pa najprej v kopirnici, tam sicer, če je bilo treba kaj pomagati, prenesti ali pa kaj, pač kakšno malenkost, da sem, pa so pa odprli tonski studio, tam sem pa razmnoževal CD-je, ki so pač kaj posneli ali karkoli, pa presnel iz kaset, kar je bilo treba, pa je bilo kar v redu, zanimivo delo. Sicer večkrat je bilo tako, da smo tam bolj imeli malo manj dela, kar pač je bila možnost. Pa so se pa zdravstvene težave začele, sem šel pa v invalidsko pač penzijo, v pokoj. To je to, kar sem želel povedati. V redu. Irena, ali se slišva? Irena? Ja, Živijo. živijo, dober dan. A ti, živijo, Irena, a ti kaj razmišljaš o kakem podjetništvu? Ne, jaz nimam nobene ideje. Jaz nimam nobene ideje za podjetnico, prevajanje pa tako, da moraš malo več imeti, oziroma imeti kaj druge podpore tudi, tako da nimam nobene ideje, jaz sem brezposelna od takrat, ko sem oba faksa končala, to je že 16. leto. A pa si razmišljala o kakšni samozaposlitvi? Ne, ker nimam denarja za to, pa nimam idej. Jaz nimam nekih, če bi imela ideje, bi jih izvedla. Jaz kar ideje imam v življenju, sem jih več ali manj izvedla. Nimam pa v tej smeri nobenih idej takih, da bi znala se, če bi se znala jaz samo sebe prodajati na tak ali drugačen način, bi se uspela že zdavnaj prodati, tako pa nimam ideje. Pa v ta projekt si se vključila, nisi? Ja, sem. Aha, si no, sem zraven. Ok. Sej, a ne, Regina, da pravzaprav že to, da se je vključila, je že v bistvu neke vrste, bi rekel, pozitivna zadeva, ne?
Jaz bi rekla, da je definitivno vsaka aktivacija en korak naprej, ne. Mogoče tudi, če zdaj nimamo nekega cilja ali neke ideje v tem trenutku, vsa znanja, ki jih dobimo na poti skozi študij in razne službene izkušnje, delovne izkušnje nam pridejo prej ali slej prav. Tako da jaz upam, da bo tudi gospa Irena in vsi ostali, ki so bili prisotni na teh delavnicah, v prihodnje, lahko ne jutri, lahko ne letos, ampak ne vem, čez nekaj let uporabili ta znanja zdaj, ali bo to na lastni podjetniški poti ali znotraj pol, ne vem, katerega drugega podjetja. Je pa tako, no, kar je rekla Irena sama, da nima lastne podjetniške ideje. Ja, saj že do dobre ideje je težko priti, še težje pa je razviti, ne. Je pa zmeraj dobro, da se povezujemo in tudi tukaj v teh programih, ko imamo te delavnice, bodisi za mlade ali za odrasle osebe, spodbujamo to, da se povežejo in da se dajo v skupine, zato ker bolj kot je skupina heterogena, več možnosti imajo za uspeh, ne. Po domače povedano, več glav več ve, ne. Tako da, ne vem, jaz osebno, ne, imam tudi eno podjetniško idejo, ki jo razvijam že 2 leti, sicer zelo počasi in ne preveč aktivno, je bolj kot nek hobi, no, zaenkrat, neko lastno veselje in vidim, koliko znanj je potrebnih. Mislim, to ne gre tako, ne. Prvo misliš, da imaš vse naštudirano in da si pameten za vse, ampak ne. Ti rabiš nekoga, ki zna prodajati, mislim, ogromno znanj, ne, pa tehničnih in tako, ne. Tako da sam je res težko, ne. Ampak vsako znanje, ki ga dobiš na poti, je zelo dobrodošlo, no. Tako da, ja. Predvsem pa mreženje, ne? Mreženje tudi vsekakor, ja. Pride zelo prav. Mreženje je verjetno ena najpomembnejših zadev, ne, ker kot sem Jaz- rekel, ne. Jaz bi rekla, da je to malo težka stvar za slepe. Če si slep od rojstva, ti človeka ne vidiš. Če, vsaj z mano je tako, pa tudi kar z veliko drugimi slepimi, ki se pogovarjam z njimi, če ne znam povezati glasu in imena osebe, da ne vem, kdo je, to zame še vedno ni isti človek oziroma ne znam ga povezati. In potem je pri slepih to mreženje, na ta način je problematično. Poleg tega imamo pa še večina spletnih strani je bolj ali manj neprilagojenih za slepe in je pol tudi in ostale stvari, ki so te in seminarje po spletu in tako naprej. Prejšnji teden sem se hotela na en seminar vključiti, pa se ni dalo. Tako da to je tudi kar precejšnja ovira, bi rekla. Lej, Irena, tako ti bom rekel, ne, spet se bom vrnil malo nazaj, ko sva z Igorjem pred 20 leti imela stvari, takrat je bilo pa še bolj obupno, a ne, Igor? Točno to. Enostavno so bile zaprte stvari in ko sva midva, vem recimo en primer sem jaz imel, ko sem rekel, zdaj bom pa tem 15-17-letnikom bomo zvečer pred spanjem in bomo pravljico brali, a ne? Pa so rekli, pa ne boš ti najstnikom pravljice bral, ne, kaj bojo ti pa rekli. Pa je bilo čisto dobro, so sprejeli, a ne, potem smo imeli, ne vem, kače smo imeli, pa ne bo zdaj s kačemi slepi, pa kače, pa ono, pa tretje, pa ne vem, kaj še, Igor, smo šli, ne, ampak smo na koncu ugotovili, da vse, kar v bistvu pravzaprav sva naredila, je bilo vse, je imelo en pozitivni odziv, kljub temu, da so vsi nasprotovali in da je stroka govorila, to, kar se pa Breše pa Milevc Greta, je pa skregano z vsako logiko, ne. Na koncu so teli ljudje zdaj tudi na vidnih mestih, na zvezi in še kje drugod. Kar smo lahko ponosni na tisto, kar smo takrat urala, ki recimo, mislim, ravno to, kar si povedal. Mislim, dobro, zdaj se midva se hvaliva, ne, ampak ne zato, Mislim, hočem reči zaradi tega, da isto je zdaj to, ne, tudi ostalo, ne. Ne moramo mi gledati, mi lahko recimo gledamo, ne vem, ko smo rekli, tiste uspešne naše ljudi, ki so, možnosti so, dejansko, predvsem je pa to, da se vsi učimo, dajmo se zavedati, da se vsi učimo, ne, tudi s tem projektom se učimo vsi in je to nekaj novega, tudi življenje je danes učenje, ne, na koncu vsak dan je nekaj novega, ko je rekla prej Regina, sistem življenja se spreminja, vemo, kako je bilo takrat, bilo je več prevozov, bilo je tega, danes je vse drugače in kot tudi recimo včasih je bilo pač to rezervirano za slepe slabovidne,
recimo telefonisti, tega več ni. Jaz mislim, da dejansko daje možnosti se nam, mi smo pa tisti, ali bomo izkoristili ali ne, pravzaprav mi smo sami tisti, ali bomo znali ideje, ki jih imamo. Na koncu so lahko tudi neumne, ne? Ampak se jih da izvesti, ker na neumnih idejah se svet razvija in jih tako lahko imamo to možnost slepi in slabovidni. Problem je pa ravno v povezovanju in sigurno je treba dobro premisliti, mogoče zdaj res ni tudi tisti ta pravi cajt samostojne poti, ne, ker vemo, da je zdaj situacija se v državi malo spremenila, ampak za čas izobraževanja pa zdaj idealna, da pridobivamo znanje. No, jaz mislim, da je čas zmeri primerena, ne, zdaj pač je... Tako, ja. Pač, jaz to vidim, to s temi idejami je tako brainstorminga, ne, pač ideje so neumne, ampak iz teh neumnih idej lahko tudi kakšna dobra rata, ne. Točno to. Meni so rekli počasi, da moram nehati, tako da saj danes smo že skoraj na uro skupaj, ne. Tako da res bomo počasi nehali, zdaj jaz bi še kako zaključno besedo dal Regini, da še malo pove karkoli, no, v tem smislu. No, nisem pripravljena nobene zaključne misli, ampak prav tako, no, spontano, dajte vztrajati, no, ko pri vsaki stvari, ko vsaki situaciji, tudi v karieri. Jaz mislim, da ni nikoli prepozno začeti. Mogoče eno bolj sproščeno, malo bolj tako zabavno zgodbo. Enkrat sem srečala eno gospo, DJ-ko, 70-letna gospa, prišla v halji in je po domače povedano sekala najmodernejše komade in je izgledalo, kot da to počne celo življenje. In sem vprašala pač, koliko cajta že predvaja glasbo v diskotekah in tako, in je rekla, komaj par let. Sem bila na eni poroki, sem videla mladega DJ-ja, ki ni imel pojma, se ni interaktiral z gosti, je bil zelo dolgočasen in sem si rekla, jaz bi znala boljše. In ona je pri 70-ih, 68-ih začela DJ-jati in je bila zelo res taka poznana in uspešna DJ-ka. Mislim tako, no, malo izven. Nikoli ni prepozno, kaj vem, sledite ciljem, sanjam, vse se da uresničiti, samo da je volja pač in če vam lahko kako pomagamo, pač mi tehnološki park tukaj, mogoče za našo regijo, drugi inkubatorji, tehnološki parki v Sloveniji tudi imajo različne ta predavanja in delavnice, no, tako da toliko znanja je danes na voljo in kar dajte se ga poslužiti, no, in pogumno naprej. Ok, hvala. Bi še kdo kaj rekel? Ne, potem se tiho je bilo. V redu. Hvala vam, hvala Regina, hvala Igor, da si to mi pomagal organizirati. Andrej, Mitja, Sabina, Milojka, Jernej, Meta, Irena, Max in nekateri so že šli v stran. Hvala vam, da ste bili prisotni. Jaz upam, da bomo čez čas govorili o pozitivnih zadevah tega vašega projekta. Želim vam še kako nagrado, pa še kakšne zadevo, tako da srečno, veselo, uspešno novo leto. Zdaj hotel bi reči, bodite pozitivni, ampak zdaj to ne zveni več tako pozitivno, ne. Zdaj, če rečem negativni, je spet malo čudno zvenilo, ne. Skratka, bodite mi zdravi, no, tako, pa se vidimo po novem letu, če ne prej, ne. Srečno. Hvala, srečno. Nasvidenje. Svidenje. Pozdrav. Dio.